V okviru MČM delujemo na različnih področjih, med drugim 250 naših strokovnjakov z različnih področij deluje v okviru komisij. Želela bi vam predstaviti 3 temeljne tematike, ki jih v okviru komisij obdelujemo in za katere smo tudi pripravili tako imenovane position papere. In sicer so to talenti in prihodnost dela, kakovost bivanja in referenčna država. Morda najprej o talentih in prihodnosti dela. Zavedamo se, da je digitalna transformacija tista, ki temeljito spreminja poslovne modele in tudi način dela. Trendi, ki prihajajo, se osredotočajo na ljudi in njihove talente, istočasno pa na sobivanje neke tako imenovane digitalne delovne sile in človeške delovne sile. Čedalje več je potreb po vseživljenjskem učenju, saj delo prihodnosti ni več ena zaposlitev za vse življenje. Živimo v času sprememb. Tako spremembe kličejo po izobraževalnem sistemu, ki bo človeka opremil s potrebnimi znanji in veščinami za spremenjen trg dela. Podjetja že zaznavamo, da je v Sloveniji se pričela bitka za talente. Težavno je pridobiti kader in se posvetiti slovenskim talentom, ki so na delu v tujini, da bi se vrnili in svoje znanje razdelili tudi doma. V Sloveniji je strošek delovne sile za delovno mesto z visoko dodano vrednostjo med najvišjimi v Evropi. Zato se zavzemamo za razvojno kapico in nujno razširitev dohodninskih razredov, nižje prispevke, enostavnejše in krajše davčne postopke ter ureditev postopkov plačevanja davkov za tujce. Tako mislim, da je učinkovitost in v MČM zagovarjamo, da je učinkovitost trga dela pomemben kriterij, ki vpliva tudi na odločitve investitorjev, tako tujih kot domačih, ali da ostanejo in investirajo v državi, ali da pridejo in investirajo pri nas in istočasno seveda vpliva na konkurenčnost slovenskih podjetij, kar sem prepričana, da bodo tudi moji kolegi v nadaljevanju še poudarjali. Tako domače kot tuje investicije ne bodo realizirane, če gospodarsko-družbeni dejavniki ne bodo sprejemljivi za te investitorje. In menimo, da se je potrebno privabljanja investicij lotiti strateško, s konkretnim načrtom in financiranjem potrebnih reform, saj dodatne kakovostne naložbe pozitivno vplivajo tako na blagajno v državi, kar pomeni več sredstev za boljši servis v državi. Pa naj bodo to šolstvo, vrtci, zdravstvo, karkoli. V tej točki bi se ustavila in seveda potem v nadaljevanju tudi odgovorih še kaj poudarila, pa morda malo več o kakovosti bivanja. V okviru MČM-a si že kar nekaj let prizadevamo in tudi opozarjamo, da je potrebno nujno reformirati zdravstveni sistem, kjer v ospredje postavljamo dobrobit pacienta. Zdravstveni sistem zagovarjamo, da mora biti vzdržen, dostopen in seveda solidaren. Seveda je treba nujno razmisliti o financiranju, organizaciji, inovacijah tudi v zdravstvu. Brez inovacij in brez talentov, kot sem že poudarila, bo težko Slovenija nadaljevala za razvoj. Opozarjam še, mogoče ali pa tudi v naših komisijah se dotikamo pokojninskih reform in vsi vemo, da je vzdržnost teh vprašljiva. In za zaključek nekaj o referenčni državi. Slovenija ima priložnost postati referenčna država za razvoj inovativnih tehnologij, poslovnih modelov in načinov dela. Smo varni, imamo veliko znanja z tega področja,
vsi slišimo in govorimo o Bitcoin, blockchain tehnologijah, ki jih naši kolegi uvajajo, izvajajo in spodbujajo v naši državi. Mislim, da ne smemo postati samo nek opazovalni akter, ampak moramo aktivno vstopiti v to transformacijo z digitalno tehnologijo. Prehod v krožno gospodarstvo in sodelovalno ekonomijo je za Slovenijo lahko izhodišče za mednarodno konkurenčnost tudi na digitalnih trgih. Trajnostni razvoj in seveda krepitev sodelovanja med gospodarstvom in vlado. Katero pot pa bo izbrala Slovenija? Sedaj, ko smo pred manj kot mesec oddaljeni od parlamentarnih volitev, potrebno je pogledati programe in se tudi na osnovi teh programov odločati. Menimo, da sodelovanje gospodarstva, države, civilne družbe zagotovo vodi v neko novo blaginjo in seveda v učinkovit servis države in visoko konkurenčnost gospodarstva. Tu bi se zaključila in mogoče samo še poudarila, da v okviru MČM-a združujemo 330 članov in smo nekako s tem glas približno 66,000 zaposlenih v slovenskih podjetjih. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Torej v Slovensko-britanski gospodarski zbornici poskušujemo trgovino investicije med Združenim kraljestvom in Slovenijo in si zelo prizadevamo, da bi v Slovenijo prišlo čim več investitorjev iz področja Združenega kraljestva, ki je trg velik cirka 65 milijonov ljudi, če ne štejemo zraven še Commonwealtha, kar potem pride seveda na mnogo večji trg in število ljudi. Britanska podjetja v času vam sem poznanega Brexita iščejo nove priložnosti, nove trge, ustvarjajo nove strategije, kaj bo potem. Tako tudi za eno tarč iščejo Slovenijo kot točko za njihov prodor, ponovni ali pa nadaljni, na tržišča vzhodne Evrope, srednje Evrope in naprej. V tem kontekstu je zelo pomembno, da ti investitorji pridejo v Slovenijo, ker bi lahko ustvarjali nova delovna mesta. Sami britanski investitorji si zelo prizadevajo, da bi ta delovna mesta bila kvalitetna. To pa seveda pomeni visoko kvalificirane delavce z primernimi prihodki, tako da bi bilo lahko zadovoljstvo z obeh strani, tako tujih investitorjev, ki prihajajo, kot države, v kateri bi oni bili. Zdaj, Slovenija je konkurenčna na različnih področjih. Žal v Združenem kraljestvu ugotavljajo, da na področju obdavčitve visoko izobraženih kadrov temu ni tako, zato iščejo različne priložnosti, kako prodreti na te trge. Zavedati se moramo, da imamo v najbližji sosedski močno konkurenčna trge in države, ki nudijo mnogo bolj investicijam prijazno okolje kot Slovenija iz tega velika, ki ga danes obravnavamo. Zato bi bilo potrebno na tem področju storiti korak naprej in, če nadaljujem tukaj, ker je kolegica iz ameriške zbornice nadaljevala, res dobro pogledati naprej, kateri so tisti programi in ljudje, ki nas bodo popeljali v konkurenčno okolje, kajti to pomeni potem naprej tudi kvalitetnejše življenje v končni posledici za naše državljane. Ne samo za tiste, ki bodo tujce, ki bi prišli tukaj in delali. Britansko-slovenska gospodarska zbornica predstavlja Slovenijo na različnih dogodkih v Združenem kraljestvu in v Sloveniji, in to na
po področju celotne Velike Britanije. In o Sloveniji govori kot o idealni investicijski destinaciji za visokotehnološka podjetja in jih tudi privabila, potem je bila tudi uspešna. Bi pa radi bili seveda še bolj uspešni, vendar žal je ta ovira, ki se reče odločitev visoko izobraženih kadrov, za mnogo katere zelo, zelo velika in nepremostljiva in iščejo priložnosti na drugih trgih. Zato v Slovenski britanski zbornici predlagamo, da se sprejmejo določeni ukrepi, da se spremeni konkretno zakonodaja in se enostavno omogoči, da bi neto izplen pri prihodkih bil večji. Mi smo pripravili znotraj zbornice eno analizo prihodkov, izbrali smo enega najbolj plačanih, verjetno najbolj plačanega menedžerja v Sloveniji, predsednika velikega koncerna in naj vam povem, da recimo za njegov prihodek, ki znaša plača, ki znaša 1.072.000, gospodu ostane 34% tega, kar pomeni na letni ravni 364.480 po naših izračunih, kar pomeni, da mu je država od njegovega prihodka, ki ga je ustvaril, vzela 707.000 evrov. To je daleč največji strošek od vseh primerljivih držav, če pogledamo recimo sosedno Hrvaško, kjer je ta procent, ki ga delavec, menedžer obdrži 49%, Nemčija 52%, Italija 52%, Avstrija 53%, Velika Britanija 54%, celo Srbija 59%, da ne govorim o kolegici iz ZDA, 61% in recimo nam tako željena Švica 62 oziroma 82%. Te razlike niso tako majhne, predvsem znotraj, če gledaš še Češko in Slovaško, Poljsko, Madžarsko, to so nam zelo konkurenčne države Srednje Evrope in to postaja zelo resen problem, kajti v Sloveniji na ta način ne bomo privabili visoko kvalificiranih kadrov in resnično je tukaj treba storiti korak naprej, zato tudi Britanska zbornica zelo pozdravlja to združenje, ker bomo skupaj mnogo močnejši. Za privabljanje potencialnih investitorjev Britansko-slovenska gospodarska zbornica predlaga naslednje spremembe iz tega naslova. Najprej naj se pristopi k spremembi zakonodaje v smeri nižanja razlik med bruto-neto plačo za manjšimi prispevki oziroma višjo splošno davčno olajšavo. Potem se naj pristopi k zmanjševanju dohodninskih razredov in ukinitvi najvišjega razreda. Predvsem je treba ponastaviti davčno zakonodajo v Sloveniji na tak način, da jo bodo tujci razumeli, ki prihajajo k nam iz tujih okolij, ker je tam ta zakonodaja mnogo bolj ponastavljena. Predvsem tujci ne razumejo, jaz imam najbolj sveže izkušnje od včeraj, ker sem imel klienta iz tujine, kaj točno v posledici pomeni bruto plača. To je mnogim neznanka in Slovenija bi se tukaj morala prilagoditi. Britanska gospodarska zbornica prav tako predlaga, da se ne uvajajo novi prispevki, novi dajatve, nove obremenitve, ki bi dodatno obremenjevale že tako obremenjene plače teh delavcev. Predvsem pa na koncu glede motivacije delavcev, ki je seveda zaradi tega, ker morajo oddati tak visok del svojega prihodka državi, je potrebno zmanjšati obdavčitev nagrad, sprav božičnic, nagrad, letnih 13. 14. plače in podobnih motivacijskih dejavnikov, ki jih delodajalci lahko dajo delavcem in omogočajo neko motivacijo kljub temu, kar sem povedal.
Tako da v Britanski gospodarski zbornici ugotavljamo, da so delavci v Sloveniji dragi, da stanejo veliko, plačani so pa žal zelo malo, ko pogledamo predvsem visokotehnološki kader. In naj bo ta slogan ena rdeča nit in strategija za naprej. Res je, Slovenija beleži v zadnjih 2 letih rekordno gospodarsko rast in vsi si želimo živeti bolje. Kako bomo lahko živeli bolje, je pa seveda treba narediti še določeno domačo nalogo. V Gospodarski zbornici Slovenije smo postavili strategijo do leta 2025, ki bazira na povečevanju izvoza na 50 milijard evrov, ter seveda dviga dodane vrednosti na 60 tisoč evrov na zaposlenega. Le s tem si bomo omogočili lahko tudi višje plače. Dvig dodane vrednosti je seveda povezan z dodanimi vlaganji v raziskave in razvoj, ki jih je treba nujno povečati. In sedaj, ko pridemo na konkretno stvar, kako pa seveda vsem tem času, kjer velika gospodarska rast seveda pripomore, da imamo tudi večje prilive v državno blagajno, kako lahko te prilive optimalno izkoristimo tudi za izboljšanje položaja naših zaposlenih. Kot vidite na tem slajdu, polovica prilivov v javno blagajno prihaja iz vira dohodnine in prispevkov, ki jih plačujemo delodajalci in seveda tudi delojemalci. In prepričani smo, da je naš problem seveda s tem, da je naša obremenitev dela z dohodninami in socialnimi prispevki, kot je bilo že parkrat rečeno danes, nadpovprečna, predvsem pri višjih plačah. To je dokazano z vsemi mednarodnimi študijami in številne države poznajo ugodnosti in manjšo progresijo, ugodnosti na področju 13. in 14. plače ter manjšo progresijo. Zato smo mnenja, da je treba danes za temi prilivi, ki so recimo v lanskem letu bili za milijardo večji, kot je bilo predlanskem letu, tudi za letos, kjer ocenjujemo po napovedi Umarja po 5% gospodarske raste, da bojo prilivi tudi okoli milijardo večji, da je čas, da razbremenimo strošek dela. Imamo 3 konkretne predloge. Prvi je, da dvignemo stopnjo, katere regres ni obdavčen socialnim prispevki, sedanjih 70% povprečne plače na 100% povprečne plače. Gre za to, da omogočimo tudi podjetjem s pomočjo tega ukrepa, da izplačujejo večji regres. Drugi predlog se tiče seveda uvedbe razvojne kapice na socialne prispevke pri 2-kratniku povprečne plače. Večina držav, s katerimi tekmujemo, to pozna in jaz mislim, da pri teh povečanih prilivih državno blagajno sedaj končno čas, da tudi to uredimo v Sloveniji. In tretja stvar je seveda obeležitev progresije v pokojninski lestvici pri plačah približno nad 2600 evrov bruto. Tukaj je konkretni predlog, ki bomo tudi skupaj z gospodarskim krogom poslali na vse politične stranke, kako je možno pokojninsko lestvico da bomo imeli neto izplen, predvsem pri kadrih, ki so pa izjemno pomembni za naš dvig dodane vrednosti, ko so tehnično in ekonomsko izobraženi imeli večje neto plače. Kak bo vpliv ukrepov na gospodarstvo? Sveda bo trg dela s tem dobil eno spodbudo, ker bomo delodajalci izplačevali višje regrese, višje bodo tudi neto prejemki strokovnih kadrov, ki seveda nadpovprečno prispevajo k dodane vrednosti, pa manjša motivacija v sivo ekonomijo oziroma za tako imenovani brain drain. Mi se danes soočamo, da povprečno vsako leto zapusti Slovenijo 2500 visoko izobraženih ljudi. In to je približno 30% diplomiranih kadrov. To je ena velika raka. Druga stvar, ki je seveda bo pozitivno vplivala na gospodarstvo, je trgovina, kajti višji razpoložljiv dohodek bo seveda povečal tudi prodajo oziroma obseg prodaje na drobno in s tem se bo okrepil tudi domači storitveni sektor. Tukaj je sedaj vpliv na javne finance, približno naša služba ga je izračunala, da bi vsi tri ukrepi skupaj učinkovali približno 220 milijonov evrov, 7,5% točke bruto družbenega proizvoda. To pomeni, če je milijardni priliv višji v blagajno, zadržimo 220 milijonov, kar pomeni dobrih 20% in ga damo ljudem. To je po mojem sprejemljivo. Ta ukrep tudi strukturno finančno vzdržen, kar recimo vedno nas opozarja Fiskalni svet.
pa dodajamo temu predlogu tudi pogoj, koliko gospodarska rast pade pod 1% točko, da se spet pogovarjamo o spremembi dohodninske zakonodaje. S tem zagotavljamo finančno vzdržnost in jaz mislim, da je to stvar, ki jo nujno sedaj radimo, da je tudi izpeljamo. Also greetings from the German Chamber of Commerce. Let me first say Slovenia for me as a foreigner is a really nice country. It's a green country and I love to be here since I've been here since 2015 and I hope I will stay for eternity. Slovenia is one of the most innovative countries in Europe, especially if it comes to environmental sustainability. The economic is growing since years. You can see this, there's a good track. And we are really competitive in Slovenia to the countries around us. But to keep this approach, and you already heard it from my colleagues before, we have also the question of labor force. The labor force is one of the crucial points in Slovenia, since we know that we have roughly 2 million inhabitants, and everybody of us want that we grow in the economic results. On one hand, we need to gain additional foreign investments, which means also that we need additional labor force. If you see, for the time being, what the current situation is, we educate people in universities, in companies, who are working later on not in their field as they studied. So that means if you have, for example, a student who was educated as translator, let's say Slovene German, there's a clear market in Slovenia, and if this market is full, what to do? They have 2 options. Take another job, which is not part of their field, and stay in Slovenia, or go abroad and to work there than in other countries. Where's the need for such kind of translation? On the other hand, we are lacking specialists. We are lacking experts in the future. What we do? We try to attract those people to come to Slovenia, to work here. So on the one hand, we push them to our own people to go abroad or take over another job, and to attract on the other side foreigners to come here to work on these jobs which we need. So from this point of view, I would like to notice here that we should change also this kind of approach, that we educate and train employees, future employees for the companies which are needed, especially in this everything what is new, this innovation part, everything what is more in this future-oriented business and science part of electronics and mechatronics and so on. So we see that on the survey of the German Chamber of Commerce, there is really a need in the future to educate our current employees, but also we are searching new employees. So, and for this reason, we need to force this a little bit and to make them also available directly on the labor market. We suggest to force also this dual approach, so that we have directly between the theoretical part, we have also the practical approach. So if they're then available after their study, that they can directly work. So this is what we are thinking, which should be also in the interest of all of us, is to force the people and the education of our people. And with this, we should keep also the Slovene inhabitants in Slovenia.
and not to send them abroad. Maybe get them back later on with additional experience, but to keep them here. But to attract, if it's necessary, to attract foreign workers to come to Slovenia. And you heard about everything now, labor costs and so on. I will not repeat this. We need to continue with this as well. So this should be a combined approach. Salaries and education part to attract employees and also then foreign companies to invest more in Slovenia. Kot združenje menedžer si predvsem prizadevamo za to, da naši direktorji, odnosno da naši člani čim bolje vodijo podjetja, katerih na čelu so. In seveda za čim boljše vodenje podjetij pa seveda rabimo tudi pravo gospodarsko okolje, odnosno spodbudno gospodarsko okolje. In zato bi rekel, da od nove vlade pričakujemo predvsem odgovorno upravljanje države in pa delovanje vlade v skladu s prejeto strategijo, vizije razvoja Slovenije do leta 2030. Ne želimo si, da bi nova vlada popolnoma stvari obrnila na glavo. Ker tisto, kar si v gospodarstvu predvsem želimo, je stabilnost. In vidimo, da imamo v zadnjih letih odlično rast izvoza, imamo super gospodarsko rast in kar seveda pomeni, da neki stvari v Sloveniji je verjetno narejenih prav. In pa seveda tudi to, da tisti, ki smo na čelu slovenskih podjetij v zadnjem obdobju zelo dobro upravljamo svoje delo. Zdaj, tisto, kar seveda ni dobro, je, da v primerjavi z drugimi državami je naša konkurenčnost merjena z tem Global Competitive Indexom še vedno precej nizka. Smo še vedno na 48. mestu, smo na 48. mestu med 137. In to nas nekako uvršča v družbo z Kostariko, Bahrajnom, Mauriciusom in sličnimi. In pred nami je celo Bolgarija, za nami pa Panama. Tako da jaz mislim, da eden od ciljev nove vlade bi seveda moral biti, da se pozicija Slovenije na tem Global Competitive Indexu precej dvigne. S tem bo seveda država postala tudi bistveno bolj zanimiva za tuje investicije, za vlaganja in za nadaljnji razvoj gospodarstva. Zdaj, tudi ko gremo gledati ta Global Competitiveness Index, vidimo, da so najbolj izpostavljene so davčne stopnje, neučinkovita vladna birokracija, delovnopravna regulativa in podobne stvari. In na teh področjih mora vlada še naprej iskati ustrezne in boljše rešitve, kot jih imamo zdaj. Zdaj, iz vidika združenja menedžer, poleg našega skupnega slogana višje neto plače za vse, poudarjamo predvsem, da bo treba v naslednjem mandatu urediti pokojninsko in zdravstveno reformo. Predvsem zdravstvo mislim, da postaja ključen problem, ki ga seveda čutimo vsi in po drugi strani tudi zelo vpliva na produktivnost in uspešnost naših firm. Zdaj, okrog prilagoditve davčnega sistema je bilo že danes veliko rečenega, ampak jaz bi ponovno poudaril, ali pa bi tudi jaz rekel, da Slovenija mora postati tudi davčno, odnosno dohodkovno zanimiva za
visoko izobražen kader. Ker samo za visoko izobraženim kadrom, samo za odličnim kadrom bomo lahko imeli odlične družbe in pa seveda odličen gospodarski razvoj. Eden od mojih kolegov je včeraj rekel zelo dolgo stavek. V prvi nogometni ligi ne moreš igrati, če nimaš najboljših igralcev. In slovensko gospodarstvo tudi potrebuje najboljše igralce. In problem, s katerimi se v Sloveniji srečujemo zadnjih 10 let, je, da mnogo izobraženih ljudi Slovenijo zapusti. Nekaj tisoč na leto. In seveda mi plačamo šolanje, mi skrbimo za to, da so da dosežejo ustrezno izobrazbo in potem namesto, da bi ustvarjali tukaj, grejo drugam zaradi tega, ker lahko v neki drugi, recimo v Nemčiji, Avstriji, Italiji zaslužijo več, kot zaslužijo pri nas. In v bistvu ne bi bil problem, morda bilo celo dobro, da nekaj tisoč ljudi iz Slovenije odide vsako leto, če bi po drugi strani bil interes nekaj tisoč drugih iz Nemcev, Avstrijcev, Italijanov, Čehov, Poljakov prideti v Slovenijo delati. In s tem bi seveda dosegli, precej boljšo, strukturo v gospodarskih družbah in pa prišli bi dejansko do tega, da bi lahko počasi v naših družbah nabrali ljudi, ki bi bili za posamezno področje zares odlični. Zdaj, nižja obdavčitev plač je seveda pogoj za to, ker kot smo že večkrat, ali pa kot ste že sami pisali tudi večkrat, ko primerjamo bruto plače, razlike niso tako zelo velike, ko primerjamo neto plače, so seveda razlike bistveno večje. In Združenje Menedžer je pred 2 mesecama organiziralo ekskurzijo, ko se temu reče, na Češko, ker smo šli pogledati neki družb in smo se srečali tudi z podobnimi organizacijami, kot je naša. In ugotovili smo, da recimo Čehi plačujejo bistveno manjše davke, kot jih plačujemo mi. Njihov izplen neto bruto je seveda popolnoma drugačen, kot je naš. In Čehi so verjetno naredili v svojih preteklih 10 letih najbolj tudi kar precej stvari v redu, ker tam je zdaj procent tujih investitorjev, odnosno tujih investicij bistveno večji, kot je pri nas. In recimo en tak zanimiv primer je, da samo v Pragi danes živi 150 000 tujcev in imajo 50 tujih šol. To nekako kaže na to, kakšno internacionalizacijo je dosegla Češka in kakšno internacionalizacijo smo dosegli v tem času. Tako da, zdaj, rešitev ni seveda samo v plačah, mislim, tisto, kar je seveda treba narediti tudi po enostavitev vseh birokratskih postopkov in pa to, kar sem rekel, predvsem zdravstvena reforma. Bi pa jaz rad poudaril še eno drugo stvar, ki jo je tudi gospod Vaslej iz Umora objavil pred 2 dnevoma, da imamo v Sloveniji 2 večja problema. En problem in te 2 problema sta produktivnost
in pa demografska struktura. Produktivnost je eden večjih problemov in če pogledamo številke, produktivnost Slovenije je 20% nižja od povprečja Evropske unije. In zakaj smo v produktivnosti tako slabi? V produktivnosti smo slabi zato, ker smo v zadnjih 10 letih se s tem ni noben resno ukvarjali. Če ne bomo, mi moramo v Sloveniji imeti nek program, odnosno moramo začeti z nekim programom, kjer bomo na ravni države skrbeli za to, da bomo vse, kar bomo delali hitreje, enostavnejše, ceneje in s tem obdržali našo konkurenčnost. Produktivnost je tudi odgovor na to, kdaj bodo naše bruto kot neto plače višje. Ker samo toliko lahko povečamo izdatek za plače, kjerkoli v gospodarskih družbah ali pa v javnih družbah, kolikor izboljšamo produktivnost ali pa del tega gre lahko, del izboljšanja produktivnosti gre lahko v izboljšanje plače. Mi se bomo tudi v Združenju Menedžer prizadevali za to, da se bojo direktorji naših podjetij bistveno več ukvarjali s tem, kot so se ukvarjali v zadnjem obdobju. Seveda pa zato spet rabimo čim bolj enostavno administrativno okolje, čim manj zakonov, ki omejujejo naše delo in nam omogočajo, da lahko na čim enostavnejši način delamo. In potem bi pa povedal sam še eno stvar in bi zaključil. Jaz mislim, da se moramo vsi v Sloveniji zavedati tega, da je odgovorno, da gremo na volitve in mislim, da bi bilo prav, da tudi preko medijev in pa v končni fazi mi direktori pozovemo svoje ljudi, da grejo voliti, ker mislim, da volitev je, udeležba na volitvah je naša po eni strani pravica, po drugi strani pa tudi odgovornost. In samo s tem, ko bomo šli na volitve, lahko pač dejansko izberemo neko tako vlado in tak parlament, ki bo odražal željo slovenskega naroda.